Moje ime je David Weber, doma sem sicer iz Maribora, ampak z družino trenutno živimo v Ljubljani. Upamo, da čim prej pridemo nazaj. Po poklicu sem skladatelj, ampak raje rečem, da sem po poklicu glasbenik. Ukvarjam se predvsem s pisanjem glasbe za različne zasedbe, kot so simfonični orkester, razne komorne skupine, vokalno-inštrumentalna glasba, vokalna glasba in tako naprej. Ukvarjam se s pedagoškim delom tudi kot profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, pa tudi kot zborovodja sem aktiven v različnih zasedbah. Kaj še delam? Sem soustanovitelj ene založbe, Janus Atelje. Ukvarjam pa se tudi z analizo, raziskovanjem sodobne glasbene ustvarjalnosti. V bistvu Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška je bila ključna pri odkrivanju mojega poklicnega poslanstva. Namreč pred srednjo šolo se z glasbo v resnici sploh nisem ukvarjal. Oziroma nisem tega niti slučajno videl kot svojo poklicno pot, niti približno. Za to, da sem to nekako spoznal, sta predvsem zaslužna dva človeka, in sicer profesor Tadej Kušar in profesor Aleš Marčič, ki sta, ne vem, nekako meni prepoznala neko to veselje do glasbe pa neki potencial in sta me zelo, zelo spodbujala pri tem. Vključevala sta me v veliko različnih glasbenih projektov v okviru šole in na srečo nisem bil edini v tisti generaciji, ampak nas je bilo v bistvu kar nekaj takih glasbenih entuziastov. Imel sem pa tudi to srečo, da sem bil v razredu, kjer je tudi živela neka ustvarjalnost. Takrat smo se združili v eno tako skupino, ki se je imenovala Strela Perunova, ki je bila taka dramska skupina v bistvu, no, pod vodstvom mojega sošolca, danes režiserja Davida Sipoša. Predvsem pa bi rekel, da je gimnazija na splošno zelo podpirala ustvarjalnost v bistvu v kakršnikoli obliki. In to je bilo za mene, je bila res ogromna spodbuda. V bistvu pa je gimnazija dala mi ne samo jasno odločitev za poklicno pot, ampak me je pospremila tudi z vrsto drugimi stvarmi, katerih se mogoče takrat, ko sem hodil tja, nisem toliko zavedal. Zdaj po 15, 16 letih od šolanja pa vidim, koliko sem zares enih stvari odnesel od tam. Seveda od gospe razredničarke, profesorice Bojane Panevski, in da slučajno ne bi koga pozabil, seveda od vseh ostalih profesorjev je bilo res veliko spodbud in zgledov, predvsem v pogumu, vztrajnosti, v odločitvah, v zgledu strpnosti do drugače mislečih, hkrati biti kritično razmišljujoč, ampak sočuten. Učili so nas in nas naučili argumentirano debatirati, vendar hkrati poslušati drug drugega. To so ene take splošne humanistično, če hočete, krščanske vrednote, ki so tista leta tudi me zelo zaznamovala, poleg seveda usmeritev v poklic. Teh debat je bilo res ogromno, med sošolci, s profesorji. Ena takih debat, ko si bom vedno zapomnil, so bile polemične debate, zelo dobre, s profesorjem Ivanom Štohecem na duhovnem vikendu v 4. letniku. Tako da teh stvari je bilo veliko, no. Kar se tiče še mogoče kakih takih glasbenih izkušenj, ki so bile zelo mi blizu v tistem času, so pa bile takrat izvedba Maše za mir z orkestrom, tisto je bilo eno posebno doživetje. Potem je profesor Tadej Kušar napisal eno čudovito skladbo Na svetu nisi sam, ko smo jo snemali pa izvajali, pa ta dramska skupina, skratka, veliko stvari. Predvsem bi rekel za konec samo to, če smem, dragi bodoči dijaki, drage bodoče dijakinje,
bodite pogumni, bodite odprti. Poslušajte profesorje, ker imajo veliko modrosti, hkrati pa raziskujte sebe, raziskujte, kaj vas veseli, kaj vas zanima, in se imejte, kar se da lepo v svojih gimnazijskih letih. Pozdrav vsem iz Ljubljane.